Vsemogočni Bog, v zakramentu ljubezni nam daješ hrano za duhovno življenje. Na moči tega kruha rastemo povezanosti s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Predno preberemo poznanila. Vam želim svetim Frančiškom mir in dobro. Naj se priliva tudi v teden, ki smo ga danes začeli. Jutri goduje sveti Bruno Kartuzjan, v torek sveta Rožnovenska Mati Božja, sreda sveti Pelagija Spokornica, četrtek sveti Dionizij škof in mučenec, petek sveti Florenci in Daniel, sobota Filip diakon in Janez 23. papež. Nedelja bo 28. nedelja med letom. Goduje sveti Maksimilijan, celski mučenec. Nedeljo 5. oktobra, to je danes, prva nedelja v mesecu, je žegnanska nedelja. Dan posvetitve župnijske cerkve je bil na prvo nedeljo v mesecu oktobru, 4. oktobra 1863. Po nedelje, jutri, 6. oktober, po večerni svete maši je srečanje molitvene skupine Beseda življenja. Prihodna nedelja ob 19. v cerkvi svetega Antona Puščavnika na Brezovici zahvalna sveta maša in jubilejni koncert mladinskega pevskega zbora Anima, ki obhaja 5. obletnico delovanja. Lepo vabljeni. Nedeljo ne pozabite, spremenjene ure svetih maš. Zjutraj ob 7. ni svete maše na Brezovici, ure svetih maš, torej 7. Nanje Gorice, 8:30 Log, 10. Brezovica in zvečer 19. Brezovica. Omenil sem, da smo bili ta teden romarji upanja v sveto mesto, ker smo šli skozi sveta vrata. In naš bogoslovec, pa še kdo, so bili tudi poleg, pa še več dni. In so imeli še srečanje samim papežem, ali je bilo tako? Veste, jaz sem Perčan, a vi tudi? Kako je izgledal papež, ko so se z njim srečali? Naj pove, kakšna beseda, prosim. To je čisto nenapovedano, veste. Kot je že gospod Šlibar povedal, smo bili tudi bogoslovci v preteklem tednu v Rimu in kot je povedal, smo se tudi srečali s papežem. In to je bila ena taka posebna milost, ki ne vem, če se bo še kdaj ponovila v našem življenju. Torej, to je bilo na splošni audienci, ki je vsako sredo. Bil je zelo deževen dan, edini dan, kateri je bil dež, ko smo bili v Rimu, ampak smo kljub temu z veseljem šli na trg svetega Petra. In potem je papež po svojem nagovoru se tudi srečal z vsemi skupinami, torej to smo bili mi, pa sestre Dominikanke iz Španije, pa mladoporočenci, s katerimi se sreča enkrat na mesec. In njim je tudi položil ene par besed za nadaljevanje naše formacije v bogoslovju. Pa se mi zdi, da se tudi na vsazga od vas tudi lahko prenesejo. Je zaželel eno sveto, pa zdravo življenje, pa v katerem ne sme manjkati ne šport, pa tudi kakšna dobra knjiga. Z veseljem ti dam roko, ker še deši po papeževi. Hvala lepa. Veste, ena Marina sestra, ki je že pokojna,
ki mi je učila, kako pristopati k bolniku, pa kaj je invalidski voziček. Pred mnogimi leti, to je 50 in več let. Zapisano je tudi v besedi, glasilu, ki ste ga že lahko vzeli tam zadaj, kako je bila medicinska sestra v bolnici in je pacienta peljala v operacijsko sobo. In se je že zataknil na kljuko vrat in je padel na tla rožni venec. Pa se ni nič za to prestrašila in ji ni bilo nič narodno, naj tudi nam ne bo. In je lepo pobrala, pa je rekla, gospa, sigurno bo vaša operacija dobro uspela, ejte na ta rožni venec, bom za vas molila. Veste, imejmo zaupanje v to molitev. Vam želim lepo nedeljo, vsem, kjerkoli boste. Veste, imam 2 srečanji, danes še za starejše in za bolnike, ob 10. zdaj že v Moravcah, kjer sem doma, in potem še popoldne ob 3 v Cerkljah na Gorenjskem. Ampak vem, da bom zmogel, zato ker boste vi tudi me spremljali in molili zame. Ste pripravljeni? Gospod z vami. Blagoslavim vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru z Marijo.